Dobra 4 leta je na cestah že druga generacija Yarisa, ki je zdaj s sistemom start in stop še bolj prijazen do okolja. Čeprav je bil pred kratkim prenovljen, na prvi pogled ni večjih sprememb, kar pa niti ni slabo, saj boste tako Yarisa na cesti še vedno takoj prepoznali. Za nekaj več kot 15.000 evrov ne boste dobili športnika, vas bo pa Yaris prepričal s svojo skromnostjo. Poraba goriva na testu je bila 6,5 litrov, kar niti ni veliko, glede na to, da je bila vedno vključena klimatska naprava. Novi 1,33-litrski bencinski motor se tako kljub 74 kW ne izkaže kot športen, temveč varčen. Notranjost je še vedno zelo prostorna in tudi večji boste dobro sedeli. Če ne, si lahko spustite ali dvignete sedež in nastavite volan. Na sredi armaturne plošče je digitalni merilnik, na katerega se boste hitro navadili. Ampak vseeno bi lahko prikazoval tudi temperaturo vode. Manj veseli boste, če boste sopotnik, ker na števec ne boste videli dobro. Dober se mi zdi tale predal za pijačo, če boste žejni, ne boste rabili segati daleč. Izjemno prilagodljiva notranjost se pri Yarisu spogleduje že z enoprostorniki. Zadnja klop je vzdolžno pomična, armaturna plošča pa ima toliko predalov, da boste kdaj pozabili, kam ste kaj pospravili. Zunanjost ohranja obliko, ki so jo nekateri ljubkovalno poimenovali kar jajček. So pa površine sedaj lepše zlite skupaj in kažejo, da malček spet nekaj časa ne bo potreboval zamenjave. Pri tem Yarisu je najboljši sistem stop and start, ki takole ugasne motor. Vse, kar morate storiti, je, da prestavite v prosti tek in spustite sklopko. Takoj, ko je zelena luč, prestavite in motor se znova zažene. Poraba bo zato v mestih, kjer se pogosteje ustavljate, za kakšen deciliter manjša.